Na koncu 6-3, ampak kontrolirali ste tekmo, Bronxi so uspeli komaj na koncu. Ste pričakovali, da bo pravzaprav tako lahko? Moram pohvaliti mojo ekipo, ki je res odigrala fantastičen prvi polčas in večji del tekme, bom rekel. Enostavno smo se potem na koncu malo tudi ukvarjali z drugimi stvarmi, zato je prišlo malo do teh, bom rekel, do malo dekoncentracije. Smo dobili tista 2 gola, ampak mislim, da je zmaga popolnoma zaslužena. Rekli ste, na koncu ste ukvarjali z drugimi stvarmi, ampak to je tudi plod tega, da ste igrali agresivno do konca. Ne, igrali smo super, se pravim, da bi pohvalil res fante za prikazano danes. Mislim, da smo na enem zelo visokem nivoju in čestitam še enkrat. Hrvatin, danes na koncu ste ublažili poraz, vendar pa nekako se ne moramo znebiti občutka, da so, čeprav res, da vodilna ekipa lige neporaženi doslej, na lahek način prišli do te zmage. Ja, mislim, da se kar strinjam. Na koncu rezultat je kar lep za oko, vendar vemo, da na igrišču je bilo predvsem prvi polčas zelo slabo. Ekipa je pokazala, ekipa Maribora, svojo kakovost, da je upravičeno na vrhu lestvice, ampak žal nekako tudi mi, nekako so nam te priložnosti zgrešene in hitro prijeti zadetki spremenili potek samega srečanja in enkrat, ko ekipa kot je Maribor na lahek način doseže 2 zadetka, potem z njimi zelo težko igrati. No, danes se je še posebej poznalo, da ni bilo Rdiškoviča v obrambi, Rdiškovič namreč odhaja v Italijo. Vsekakor Slaven se je poznal, vsako tekmo se nam bo poznal, vsi vemo, kakšen igralec je to, mi smo to vedeli in tudi smo pripravljeni, zato pač bo treba z ekipo, ki smo, sestaviti in pridobiti kakšnega novega, mlajšega igralca, ki bo prevzel breme ne samo od Slavena, ampak tudi od koga drugega, ki počasi je čas, da to pomlajevanje ekipe dobi tudi neko sliko.